Dobila sem veselje v srce, radost, ki je nisem do takrat poznala. In res Bog je zapolnil tisto praznino v meni, ki sem jo iskala. Ja, jaz sem odraščala v, lahko bi rekla, eni povprečni slovenski družini. Bila sem vzgajana v katolištvu. Redno sem hodila k maši, k verouku. Bila sem tista enih pridnih, bi lahko rekla. Pa hodila sem tudi v katoliško gimnazijo. Ampak zdaj vem, da je bila to samo ena tradicija, navada in da sem to v bistvu samo prevzela od drugih. In da vedno je bil Bog zame samo tam nekje daleč. In zdaj vidim, da sploh nisem verjela, da je Bog sploh živ. In vem, da sem se v gimnazijskih letih velikokrat spraševala o tem, zakaj imamo ljudje toliko različna mnenja, zakaj je toliko veliko različnih religij, pogledov na svet in da je kar vse, kar si človek zamisli, dobro in prav. Ker če Bog obstaja, potem je samo ena resnica. In če je Bog živ, potem so božji normativi. In to me je vedno begalo, kako da je toliko različnih stvari, če pa Bog obstaja. Ne? In vem, da sem se velikokrat spraševala, Bog, če ti res obstajaš, mi to pokaž, mi povej. In med tem časom je bilo v mojem življenju na vseh področjih veliko strahu. Imela sem težave s spanjem, bila sem preobremenjena in nekako nisem našla miru. In pa tudi nisem imela smisla v življenju, enostavno nisem našla smisla. Potem pa ko sem bila v 2. letniku študija, sem imela prakso na gradbišču in moj mentor je bil na novo rojeni kristjan. V bistvu sva se zelo malo pogovarjala o Bogu, ampak enkrat mi je rekel, naj za domačo nalogo v Svetem pismu preberem vrstico iz Janezovega evangelija, in sicer 17:3. In jaz sem to doma prebrala, ko sem domov prišla, in ta vrstica pravi: večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. In ko sem jaz to prebrala, je v meni v trenutku nekaj kliknilo. Vedela sem, da je to je resnica. V bistvu je bilo čisto nadnaravno. Vedela sem, da je to Božja beseda, ki jo berem, da je Jezus edini resnični Bog, da je to njegova beseda in v trenutku je prišel v mene mir, ki ga do takrat nisem poznala. Mir, ki ga Biblija opisuje, da je to mir, ki presega vsak In tega miru v svetu ne najdeš, zato ker ga ta svet nima in ga ne more dati. In ga lahko da samo Jezus, edini resnični živi Bog. In ko sem od takrat naprej brala Božjo besedo, mi je Sveti Duh razodeval besedo, ki mi je bila predtem čist tuja in je bila brez moči v mojem življenju, čeprav sem včasih odprla Biblijo in jo brala, ampak mi je bila brez pomena. Od tistega trenutka, ko sem prebrala to vrstico, pa sem Božjo besedo kar razumela. Dobivala sem odgovore na vprašanja, ki sem si jih prej zastavljala. Od takrat naprej ni bilo več strahu. Dobila sem veselje v srce, radost, ki je nisem do takrat poznala. In res Bog je zapolnil tisto praznino v meni, ki sem jo iskala. In to mi je zanimivo, da ko sem prebrala tisto vrstico in je Bog naredil nadnaravno delo sam v meni, ker sem mu to dovolila, da sem takrat vedela, da je to. In sem nehala iskati, ker Bog res zapolni tisto praznino, ki jo ti non-stop hočeš zapolniti sam, ampak je ne moreš. In ko sem potem kasneje prišla v živo cerkev, prvič v bistvu, in je ena oseba takrat imela neko besedo in je podelila iz Biblije o tem, da je Jezus umrl za nas, da je on prevzel za nas vsa prekletstva, jih je vzel nase, vse bolezni, da je on umrl za moje grehe, da je on
umrl za vso grešnost, za mojo sramoto, za vse moje napačne misli, da je on prevzel vsa bremena, sem jaz to takrat prvič slišala z odprtimi duhovnimi očmi. Prej sem v religiji to velikokrat slišala in bila na obredih, bi rekla, ampak sem slišala ne na tak način kot takrat. In je bilo zelo površinsko in takrat, v tistem trenutku pa se je res dotaknilo mojega srca in sem res spoznala, da je Jezus Kristus umrl zame na križu. Zame, prav zame. In hvala Bogu za milost, da sem se lahko pokesala svojih grehov, da sem spoznala svojo grešnost in da sem se lahko pokesala in hvala mu, ker on odpušča vsak greh, ki se mi pokesamo za njega. In od takrat naprej v bistvu so bremena padla od mene, življenje se je spremenilo, res dobila sem radost v srce, ki je prej nisem poznala in Gospod vsak dan napolnjuje z radostjo, z veseljem, z mirom in on je z mano vsak dan. To je res radost, ker veš, da nisi sam, ker vem, da je on z mano, da mi bo pomagal in da on vodi moje življenje. Da on želi biti z mano, da ima on načrte za moje življenje in on ve, kaj mi rabimo, on ve, kdo smo, on ve, kaj je najboljše za nas in potem ni boljše odločitve, kot sprejeti Jezusa v svoje srce in mu predati svoje življenje in hoditi z njim. In zares sem hvaležna Bogu za to milost, da je odprl moje srce, da je odprl moje duhovne oči, da sem ga lahko spoznala in ga lahko spoznavam vsak dan. In če se vrnem na tisto vrstico, večno življenje pa je v tem, da ga spoznavamo, prav v tem je večno življenje, da imamo z njim odnos. In res hvala Bogu za njegovo milost, da imam lahko z njim odnos, da gradim ta odnos, da lahko rastem z njim in da je on z mano. Barbara Turk za Center Evangelij danes.